Pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v prvih dneh malega travna, ko je narava pokazala vse svoje čare. Kmetje, vinogradniki in vrtičkarji pa pridno obdelujejo zemljo. Malo trave in veliko novih davkov bi bil lahko slogan tega tedna. Travo bomo kmalu kosili, vse ostalo slabo pa bo verjetno raslo v nebo. Kljub vsemu pa nam je pretekli teden uspelo kar nekaj dobrih stvari, vsaj na Bistriškem. O tem pa tudi nekaj več v informativnem bloku redne tedenske oddaje. Konec tedna so se predstavile otroške in odrasle lutkovne skupine. Mlade mamice združujejo prijetno s koristnim. V čistilni akciji zbrali nekaj manj kot 24 ton odpadkov. Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev sodelovalo 37 osnovnih in 12 srednjih šol iz Podravja. Člani Lions kluba Slovenska Bistrica izročili osnovni šoli Minke Namestnik Sonje darilni ček za 7.000 evrov. Da je denar sveta vladar, dokazujejo tudi podatki iz policijskega poročila. V rubriki Lokalne novice smo zabeležili dogodke iz različnih krajev bistriške občine. V četrtek, 27. marca, je v Slovenski Bistrici potekalo območno srečanje otroških in odraslih gledaliških skupin, ki so se uvrstile na 17. gledališke dneve. Nastopilo je 7 skupin z osnovnih šol, pridružili pa sta se tudi 2 odrasli skupini. Letos so mentorji in izvajalci predstavili nekaj nastopov iz sodobnega časa in posodobili že znano tematiko. Lutka, ki je skozi zgodovino preživljala številne preobrazbe in odigrala pomembno nalogo, ne samo v svetu gledališke zvrsti, je kljub sodobni tehnologiji še vedno priljubljena tako med otroki kot odraslimi. Program nastopajočih skupin je povezovala Jožica Repnik. Za strokovno oceno je poskrbela Barbara Jamšek, finančno so dogodek podprle bistriška, makovska in poljčanska občina. Da vse potekalo tako kot mora, pa je poskrbela območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vsak ponedeljek in petek lahko opazimo v Bistriškem parku zanimivo druženje, povezano z razgibavanjem in pisano druščino udeležencev. Gre namreč za mlade mamice, ki se v družbi svojih otrok, večinoma še dojenčkov, razgibavajo, malčki pa, ki skladno z načinom vadbe narahlo premikajo z vozički, zadovoljno opazujejo okolico. Park je lepo urejen, v njem polno travniških rož, med njimi pa ptički in veveričke, ki se večkrat kar pomešajo med sprehajalce. Dobra ideja, ni kaj. Otroci uživajo na svežem zraku, daleč stran od hrupa, mamice se družijo, izmenjujejo izkušnje, z vztrajno vadbo pa dobivajo stas, kot so ga imele pred nosečnostjo. Tule se zbiramo v Slovenski Bistrici mamice z dojenčki in vozički. Vsak teden imamo 2-krat vadbo, ponedeljek in petek ob 10. Vabljena tudi ti, če si doma na porodniškem dopustu, da ga izkoriščiš čim lepše. Vse nam je zelo lepo in se mamice zelo rade družimo, si izmenjujemo izkušnje, mnenja in si tako na nek način tudi pomagamo. Dobimo se v ponedeljek in v petek ob 10. v parku Slovenska Bistrica, vabljena. V petek, 28. in v soboto 29. marca, je v bistriški občini potekala akcija Očistimo svoj kraj, v kateri so sodelovali prvi dan osnovne šole in vrtci, naslednji dan pa Slovenska vojska, ribiči, lovci in drugi prostovoljci, pa tudi občinska uprava. 2000 otrok iz šol in vrtcev je urejalo svoje šolsko in igralno okolje. 900 odraslih pa divja odlagališča na Šmartnem, Bukovcu in Zgornji Poskavi. V 2 dneh se je nabralo za presenetljivih 24 ton odpadkov, od tega 9 ton mešanih komunalnih odpadkov in 4 tone kovinskih. Razočaranje lahko ugotavljamo, da je odpadkov vedno več pa je tudi nevarnih vplivov na okolje. Zato je pomembno nenehno opozarjanje in ozaveščanje o odlaganju odpadkov na ustrezna mesta. V soboto, 29. marca, je na bistriški osnovni šoli Pohorskega odreda v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Maribor potekalo 14. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja. Na srečanju so svoje naloge predstavili tudi učenci z osnovnih šol Spodnja Poskava, Črešnjevec, Laporje, Tinje, Kebelj, Slovenska Bistrica in Poljčane ter Bistriška srednja šola.
Žal podatkov o uvrstitvah na državno tekmovanje še nimamo, vsekakor pa je spodbudno, da mnogi mladi kažejo veliko želje spoznati in odkrivati še kaj več, kot obsega predpisani učni program. In marsikdo že danes ve, kam ga bo vodila njegova nadaljna pot. V torek, 1. aprila, so učenci in zaposleni osnovne šole Minke Namestnik Sonje obeležili materinski dan in obiskovalcem podarili predstavo Ostržek. Predsednik Lions kluba Slovenska Bistrica Igor Kraševac pa je ravnateljici šole Klavdiji Friedrich vročil darilni ček za 7.000 evrov, kolikor stane sodobna interaktivna premična tabla, ki jo bodo učitelji uporabljali pri pouku. Osnovno sporočilo otrok pa je, če se znate ustaviti tam, kjer sije sonce, še znate sprejemati srečo in jo deliti. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom. Zloži mi pesem z bizarnim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane, povej mi o sanjah, četudi so grešne. Zaupaj mi želje, četudi so smešne. Na pravico zbiraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Na pravico zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubim te nežno, ko drugih ni ciljo. Povabim me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki ne šebetenijo, postajajo vlaki. Na pravico zbiraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Na pravico zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Policisti bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovani tuje stvari in 5 ostalih dogodkov. Slovenska Bistrica. V enem od trgovskih centrov je nepridiprav izmaknil oškodovancev mobilni telefon vreden 700 evrov. Mobilni telefon pa je dobil noge tudi v ene od šol, škode je za 600 evrov. Za 500 evrov škode je utrpel lastnik osebnega avtomobila, ki mu ga je nekdo namerno sežgal na parkirišču. Zgornja Polskava. Okoli 230 litrov goriva je nekdo iz tovornjaka iztočil romunskemu državljanu, medtem ko je ta spal na počivališču. Pragersko.
V enem od gostinskih lokalov je neznani tatič ukradel 100 evrov menjalnega denarja, na enem od gradbišč pa 300 litrov goriva. Poljčane. 1000 evrov gotovine pa je nekdo odkril v stanovanjski hiši in jih tudi odnesel. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 42 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 10 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat. 2 osebama so zasegli manjše količine prepovedanih drog in uvedli prekrškovni postopek. Spoštovani, informativni oddel oddaje se je iztekel. V nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu ene od oddaj Veznega člena. Prepričajte svoje najbližje, da so sonce, narava in druženje najboljše zdravilo za mnoge tegobe. Pa srečno!